To, kar imamo zdaj postavljeno v galeriji Kapelica, je festivalska razstava festivala na temo uporniške komputacije. Festival z imenom Zemlja brez ljudi je nek format, ki ga ponavljamo vsako leto in je namenjen različnim tehnologijam in rešitvam, ki jih znanstveniki in inženirji razvijajo zato, da bi človeštvo lahko preživelo in živelo v radikalnih razmerah. V nasprotju z običajnim prepričanjem, da je Zemlja brez ljudi festival, ki na nek način opozarja na distopične scenarije, je pravzaprav vedno bil naš festival zelo optimističen, zaradi tega, ker vse te rešitve, ki so bile narejene za radikalne razmere, so potem največkrat uporabljene na Zemlji. Prvič zato, da bi lahko upravljali ljudje s temi radikalnimi razmerami, v drugem planu, in ta nam je najbolj pomemben, pa zato, da opozarjajo pravzaprav na različne fenomene, ki so antropogeni, se pravi, ki so povzročeni od ljudi in za katere bi bilo treba vzpostaviti neko kritično distanco in se vprašati, ali bi bilo mogoče boljše, drugače peljati ta naša življenja na planetu Zemlja, ki ne bi tako uničevala okolje, v katerem živimo. Uničujemo ga z izčrpavanjem surovin, z izčrpavanjem naravnih resursov, se pravi bioloških resursov, in hkrati tudi z ogromnimi izpusti, ki jih proizvajajo in kmetijstvo, in transport, in druge oblike proizvodnje, ki so nas pripeljale v dobo, ki rečemo antropocen, s katerim označujemo geološko dobo, v kateri je delovanje človeka povzročilo to, da se je planet spremenil. Zelo veliko umetniških projektov je navdihnjenih s tem izzivom in poskušajo skozi svoja umetniška dela pogledati na te fenomene na en drugačen način, skozi katere bi mi lahko dojeli, da tak način življenja, kot ga imamo sedaj, ni edini, da obstajajo tudi alternative. In tukaj vidimo pravzaprav poslanstvo nas kot umetniške inštitucije, da predstavlja taka dela, pa tudi, da jih skozi naše raziskovalne in ustvarjalne laboratorije omogočamo. S tem to omogočanje pomeni, da recimo umetniki pridejo in imajo tukaj svoje prostore in naprave, ki jih lahko uporabljajo, opremljamo jih tudi z metodologijami in povezujemo z različnimi znanstveniškimi inštitucijami in tudi z različnimi inženirji, ki jim pomagajo potem poiskati rešitve v umetniških stvaritvah, da pokažejo in drugo perspektivo na način bivanja na tem planetu. Uporniško računalništvo je ena oblika nekonvencionalnega računalništva, ki je nismo izmislili mi, ampak obstaja v svetu računalništva. Imamo zelo veliko znanstvenikov in inženirjev, ki se ukvarjajo z premišljanjem o tem, kako neki biološki procesi pravzaprav potekajo na enak način kot procesi v računalništvu, ki so bazirani na silicijskih tehnologijah. Pri tem, da ti biološki procesi porabijo nekaj 100.000-krat manj energije in tudi nimajo nobenih škodljivih posledic, kot jih ima recimo silicijsko računalništvo, če imamo v mislih prvič samo materiale, ki jih potrebujemo za izdelavo računalnikov, potem pa ogromne količine energije, ki jih porabimo za funkcioniranje računalnikov, velikih podatkovnih centrov in predvsem pa njihovo hlajenje. V to nekonvencionalno računalništvo spadajo preučevanja
na celični ravni, kako se v celicah dogajajo določeni procesi, ki so predvidljivi in ki nas pripeljejo do nekih rezultatov, kako recimo v podgobju v naravi signali potekajo med različnimi organizmi, med rastlinami različnega tipa, med rastlinami in mikroorganizmi, kateri materiali omogočajo, da ti biokomputacijski procesi zares potekajo. Imamo pa tudi recimo vprašanja, kako shranjevati te podatke, na kakšen način si recimo rastline zapomnijo nekaj, na kakšen način si živali ali pa mikroorganizmi zapomnijo. In tu so neke oblike pomnjenja, ki so bistveno drugače, kot jih poznamo in ki so lahko zelo zanimiv vir premišljanja o tem, kako računalništvo peljati na drugačen način. Na začetku festivala smo postavili simpozij, kjer smo povabili različne strokovnjake in umetnike, da so predstavili svoje projekte in tudi svoje področja, v katerih raziskujejo in ki so podelili kontekst tej razstavi, ki jo je mogoče obiskati v kapelici. Izbrali smo 6 umetnic in umetnikov s svojimi projekti, ki niso zgolj projekti, ki bi kazali na koncepte, ampak ki izhajajo iz povsem konkretnih rešitev oziroma že povsem konkretno uporabljajo biokomputacijo v svojih projektih. Tako imamo recimo čisto na začetku, na vhodu v galerijo, imamo en projekt, ki še vedno spada v področje umetniškega raziskovanja, Artistic Research, kjer Nastja Ambrožič raziskuje komunikacijo med 2 različnimi tipi rastlin preko mikoriznega mosta. V samem bioreaktorju, v sami rastni komori so vzpostavljeni pogoji, ki so primerni za ti 2 rastlini, za rastlino fižola in za rastlino kumarice. Med njima je potem postavljen most, v katerem preraščajo ta most korenine in v samo humus je inokuliran poseben miceli, ki je simbiotičen s tema 2 rastlinama, ki živi na teh koreninah in ki raste tako, da poveže pravzaprav obe rastlini med sabo. V tej fazi je vzpostavljena ta konceptualna sopostavitev 2 rastlin in ves čas razstave opazujemo, kako se razširja ta micelijski most in kaj je vse potrebno narediti, kakšne pogoje je potrebno zagotoviti, da ta komunikacijski most med obema rastlinama steče. Zraven v največjem prostoru naše galerije je postavljena inštalacija Joane Vreme Moser, ki sicer ni direktno vezana na neko rešitev znotraj živega organizma, se pravi, zelo težko govorimo o biokomputaciji. Govorimo pa o alternativni komputaciji in sicer je projekt razvit iz raziskav in tudi iz prototipov, ki so bili narejeni v 50 letih prejšnjega stoletja, eden v Ameriki, eden v Sovjetski zvezi, kjer so inženirji naredili računalnik, ki gre na vodo, zelo preprosto povedano. Vzorci, ki jih vidimo, niso neke všečne risbe, ki bi jih umetnica narisala zato, da bi se po njih pretakala voda, ampak so zelo natančni vzorci, ki omogočajo, da se izkorišča površinska napetost vode glede na pritisk, s katero voda prihaja v ta vzorec, se potem ta voda pretaka levo, desno, preko različnih kanalov, tako natančno, kot so recimo oscilatorji v računalniku, kot so tranzistorji v računalniku, ki preklapljajo. Tako da se čez cel ta viseči računalnik ustvari pač nek vtis komputacijskega procesa, ki dela tako natančno kot ura, za kar vemo, da je pravzaprav bistvo računalnika, da preklaplja med 1 in 0, 1 in 0, se pravi on-off, odprto, zaprto. In tukaj vidimo, kako se lahko
s tem materialom, ki je vse prisoten, ne, in ki absolutno ne onesnažuje, ima pa možnosti recimo delovanja tudi v pogojih, kjer elektronika ne more delovati, ne, tako da recimo se še vedno uporabljajo na ravni mikrofluidike, se pravi v zelo majhnih teh mikrofluidičnih čipih se uporabljajo te lastnosti, zato da se neki procesi lahko speljejo, brez da bi uporabljali za to elektroniko. To seveda vsi ti vzorci, ki jih tukaj vidimo, so zelo povečani vzorci, v samem računalniku so bili bistveno manjši. Povečani so zaradi tega, da jih pač lahko opazujemo, da se sprehajamo med njimi in da se potopimo v to razmišljanje o tem, kako je pravzaprav voda nek material, ki je vse povsod okrog nas in kako pravzaprav to kroženje vode, pretakanje vode ima neko funkcijo, ki je več kot samo funkcija namenjena odžejanju recimo človeka ali pa našemu umivanju. Tako da tako kot lahko razmišljamo o biokomputaciji samo kot o procesih znotraj živih organizmov, ne moremo pa razmišljati o biokomputaciji kot nečem, kar visi v praznem prostoru, se pravi vedno poteka v nekem materialnem okolju in voda je tukaj nek pogoj, ki omogoča neke druge biokomputacijske procese. Se pravi, da je potrebno razmišljati malo širše izven tega neposrednega instrumentaliziranja komputacije, kjer ti nekaj pritisneš, pa tam nekaj skoči, ne? Ampak v bistvu gre za neke procese, ki so zelo počasni, ki imajo neko ekonomijo obsega in ki jo obravnavamo kot nek koncept počasne komputacije, slow computing, kar je pa tudi na nek način imperativ za to, da bi bilo možno razmišljati o tem, kako bi mi tak tip komputacije sploh uporabljali. Se pravi, gre za neko ogromno količino nekega procesiranja, na katerega bi se bilo možno pripeti, ne, in v nekem drugačnem, alternativnem scenariju odpeljati to, kar poskušamo narediti z silicijskimi računalniki. To implicira neko upočasnjevanje življenja, kar ga je že v osnovi zelo težko misliti skozi perspektivo recimo te dnevne politike in ekonomije, kjer nas vse sili v samo še hitrejši tempo in samo v še več izčrpavanja naravnih resursov in še več produkcije in potem takem še več potrošnje. No, od tega računalnika na vodo, ki je inspiriran z Flodacom in s Translation Machine iz 50-ih let. Gremo potem v naslednji prostor, tam pa vidimo eno postavitev, ki je postavitev v seriji različnih podobnih postavitev. Martin Hause, ki je avtor, pravi, da so to skice tega vrtnega računalnika, kjer je sloj zemlje, približno 15 cm na debelo, v 3x2 velikem vrtu. Najprej posajen z semeni rži, kasneje, ko je rž vzklila, je dodal slamo, na katero je inokuliral spore gobja ostrigarja. In podgobja ostrigarja in pa rži sta simbiotični kulturi, jih najdemo tudi v naravi skupaj. In s tem, ko ta miceli preraste cel ta vrt, omogoči, da se iz teh galvanskih členov, ki so v zemlji, in to so galvanski členi, ki so v resnici narejeni iz sestavin, ki jih najdemo povsod v naravi, železo sulfid in pa srebro nitrat, skratka proizvajajo električno napetost in ta napetost potem potuje po miceliju, ki je prerastel ta vrt. Zato, da bi mi videli, kako ta napetost potuje, je na robu vrta postavljen en tak primitiven čip, ki je pravzaprav v velikem merilu zvezan čip, približno 10x10 cm z žičkami, ki je sposoben sprocesirati en bit. In ta električni tok, ki pride čez senzor v ta procesor, ta en bit pošlje v en analogen kompjuter, ki ga poznamo izpred
30 let. In ta kompjuter čez posebej prilagojeno kodo pošlje signal v analogni televizor in ta motnja, ki jo vidimo na televizorju, so pravzaprav motnje, ki jo povzroča električna aktivnost, ki potuje po tem vrtu. Tam je tudi še laserski senzor, kjer kaže, kako se ta laserček čez dan počasi napaja s to električno napetostjo, oziroma motorček se napaja z električno napetostjo in premika ta laserski žarek po eni črni plošči, zato da vidimo, kako se ta aktivnost spreminja tekom dneva. Do zdaj smo se vedno ukvarjali samo z ustvarjanjem električnega toka v anaerobnih pogojih, kjer smo recimo v nek kozarec, delamo tudi na delavnicah z otroci, dali zemljo, jo zalili z vodo in bakterije, ki imajo ime geobakter, ki so noter v tej zemlji, vse povsod po svetu. Če damo 2 svinčnika noter, 2 grafita, steče med njimi ionska izmenjava in se naredi električni tok. In ko zaporedno povezamo te kozarce z marmelado, s to zemljo noter, smo dobili recimo energijo za ledvice, ampak do zdaj smo to uporabili samo v anaerobnih pogojih, se nam je zdelo to konceptualno zanimivo, tukaj pa vidimo, da pravzaprav to lahko poteka in da poteka ta električna izmenjava po miceliju lahko kjerkoli v naravi. Naslednji projekt, ki ga vidimo, je projekt Solimana Lopeza, ki je na prvi pogled precej baročen v svoji vizualni predstavitvi, ampak v resnici gre za dokumentarno postavitev, kjer je umetnik inspiriran s zapisom civilizacijske kode na zlati plošči, ki so jo pripeli na satelite, ki so zapustili naše vesolje oziroma naše osončje, Voyager 1 in Voyager 2. Na teh zlatih ploščah so bili znakovno upodobljeni pozicija planeta Zemlje znotraj Mlečne česte in pa tudi opis naše civilizacije. To je on spremenil v podatke, te podatke pa zapisal s pomočjo bioprinterja v DNK. DNK poznamo kot polimer, v katerega lahko preko teh 4 elementov, ki so označeni s črkami G, T, C, A, zapišemo različne podatke. In dejansko se da te proteine sestavljati, kodirati z bioprinterjem tako, da so ti podatki zapisani in kot vemo iz najdenih ostankov v jantarju ali pa v ledenikih, recimo ostankov živih organizmov, so ti DNK-ji še vedno ohranjeni in se da iz njih dešifrirati zelo veliko informacij o teh organizmih, kar pomeni, da se podatki o teh organizmih lahko shranjujejo tisočletja. In do zdaj je to v bistvu način shranjevanja podatkov, ki traja največ časa. Noben hard disk, noben magnetni zapis, noben SSD zapis ne traja toliko časa, kot recimo traja lahko zapis v DNK-ju. So pa ti polimeri v resnici mikroskopsko majhni in zelo zbiti, tako da jih skoraj ne vidimo, je pa v njih možno zapisati ogromno podatkov. In na predavanju smo slišali, da vse informacije, ki jih je človeštvo proizvedlo in zapisalo v teku svojega obstoja, bi se dalo spraviti v 2 litra DNK-ja. Se pravi, ko imamo v mislih shranjevanje podatkov, ki v računalnikih zahtevajo enormne količine energije na eni strani in na drugi strani, ko imamo te podatke zapisane v DNK, za katerega je treba samo poskrbeti, da so na hladnem, je bistveno neprimerljivo. Oziroma je primerljivo, ampak ta primerljivost je povedna sama na sebi. Skratka, v tem projektu je Soliman zapisal to informacijo in jo spravil v obliko biosprintane školjke ušesa, sprintana je bila pa iz hrustanca, kot nekega biomateriala, ki je dosegljiv in ki lahko nosi svojo formo. In to školjko je potem spravil v ledenik na Svalbardu. Svalbard pa poznamo tudi po tem, da je tam ta znamenita knjižnica semen,
kjer se zbirajo semena iz celega planeta za eventualno uporabo v prihodnosti, ko bojo te rastline izumrle. No in on je v to ledalniško strukturo skopal luknjo, dal to uho noter s to informacijo. Uho pa seveda izbral zaradi tega, ker ima nek metafizično mesto v umetnosti nasploh in predvsem so umetniki vedno uporabljali uho kot simbol poslušanja. In to poslušanje tega planeta je imperativ, na katerega stavi umetnost. Za vogalom imamo projekt, ki smo ga v kapelici že postavili, ampak tokrat se nam je zdelo pomembno, da ponovno izpostavimo, kako se lahko iz nekega živega organizma naberejo ostanki in na enak način, kot arheologi čitajo zgodovino Zemlje iz najdenih teh bakterij, ki so orientirane v točno določeno smer in iz tega je mogoče ugotoviti, kaj je bila takrat v tistih dobah magnetosfera planeta, pa kje so te geološke plošče pravzaprav na tem planetu bile. In so te bakterije pravzaprav že zdaj, te bakterije delujejo kot nek spomin, dolgoročni spomin planeta. Kako je mogoče z teh bakterij, ki se jih nagoji na velike količine, jih uporabljati za spravljanje podatkov, ki jih spravljamo danes. In namesto, da bi jih spravili na magnetne zapise na diske, jih spravljamo na magnetne zapise tako, da uporabljamo ta ne magnetit, ampak da uporabljamo te magnetosome, ki jih poberemo iz bakterij ven. In tukaj vidimo eno tako predstavitev, ki je v resnici zelo konceptualna, ampak funkcionira. To je v resnici del nekega projekta, ki se še vedno razvija in ki ima še veliko iteracij. V prihodnosti se nam je pa zdelo ključno, da opozorimo tudi na ta phytomining oziroma pridobivanje nekih zelo pomembnih substanc iz organizmov, ki odmirajo in ki so del nekega življenjskega procesa in ki bi sicer šle v nek kompost in v neko nediferencirano materialno gmoto, kako jih lahko pravzaprav uporabimo, brez da bi povzročili kakršnokoli onesnaževanje za memoriziranje podatkov. Zadnji projekt, ki ga prikazujemo, je mogoče meni najbolj pri srcu in je zvezan z zelo veliko pričakovanj, pa tudi z zelo veliko frustracijami. Je projekt, v katerega vlagamo že zadnjih 6 let zelo veliko pričakovanj in kjer smo se v resnici mi kot producenti, pa tudi umetnik s svojo skupino morali najprej naučiti, kako vse te postopke, ki jih v znanosti obvladajo, prenesti tudi v polje umetniškega raziskovanja in ustvarjanja. Tukaj imamo v mislih, kako gojiti nevrone, kako gojiti celice, ki so bile pobrane iz umetnikove krvi, sedimentirane, pobrane izvorne celice ven. Te celice so se potem prepisale v IPS, se pravi v pluripotentne celice, ki so pozabile, da so bile del krvi. In kako jih potem z določenimi nutrienti, z določenimi hranili razvijati v katerikoli, to je pač možno, v katerokoli tkivo, v tem primeru v nevronske celice. To so naredili za nas na enem inštitutu v Münchnu. Mi smo dobili te bazične nevronske celice k nam, smo jih zamrznili na -80 in potem vsaka generacija gojenja nevronov izhaja pač iz teh bazičnih nevronov, s posebnim medijem jih vzgojimo v nevronske celice in te nevronske celice se potem prenesejo na en tak majhen čip, ki se mu reče multi-array elektrod, več žarkasta elektroda. In na tej elektrodi, ki je prikrita z enim proteinskim nanosom, se potem gojijo te celice in se razvijajo v nevronske celice, v take laske, ki so med seboj povezani. In ti laski potem prožijo signale. Ti signali grejo v računalnik in ta računalnik potem pošilja posamezen signal v motorčke robota, ki ga premika. Zdaj, da ne bi razlagal celotno 6-letno evolucijo tega projekta,
Naj samo povem konceptualni okvir. Tukaj gre za to, da imamo zdaj možnost z vsemi tehnologijami, ki jih že imamo in ki jih še razvijamo, narediti nekaj, česar v naravi še ni bilo. Zdaj seveda, na eni strani smo ful navdušeni nad tem in vzhičeni nad to možnosti, na drugi strani pa seveda skozi te projekte skušamo vzpostaviti neko kritično motrenje na vse te dosežke, kjer bi si želeli, da ljudje, ki to vidijo, na nek način začnejo oblikovati svoje stališče do teh vseh tehnologij. Zaradi tega, ker mi večino tehnoloških rešitev, ki jih poznamo, so tehnološke rešitve, ki izhajajo, ki so navdihnjene iz narave, se pravi reverse engineering, vzvratno inženirstvo nekih naravnih procesov, ki so potem prevedene v posamezne, recimo, inženirske rešitve. No, zdaj pa imamo situacije, kjer mi lahko vzpostavimo neke pogoje, ki so drugačni, kot so bili evolucijski pogoji, in iz teh novih pogojev vznikne neka oblika življenja, ki je simbiotična tvorba med tehnologijo in med biologijo, kar pade v področje teh mitov o singularnosti, kjer se ta dva področja stakneta do te mere, da ni mogoče več ločiti, kaj je biološko, kaj je tehnološko. No, še zdaleč nismo tam, ampak se pa temu približujejo in to je neko sivo področje, ki je popolnoma neregulirano in etično še ne označeno. Se nam pa zdi potrebno, da se o tem govori, da se o tem premišlja, da potem, ko bo tam enkrat, recimo v bližnji prihodnosti nekaj vzniknilo, kar bo povsem novega in neznanega, da smo pripravljeni, pripravljeni in da smo sposobni se odločiti, ali gremo v to ali ne gremo v to, zato ker vemo, da če nas tehnologije prehitijo, smo vedno prepozni in se nam dogaja to, kar se nam dogaja danes, da v resnici ne uporabljamo mi tehnologije, ampak da tehnologije uporabljajo nas. In tukaj leži tudi jedro vseh teh naših naporov in zakaj mi gledamo v to bližnjo prihodnost. Zato, ker si želimo, da bi dvignili tehnološko in znanstveniško in umetniško pismenost ljudi, ki so sposobni premišljati neke koncepte, s katerimi se bomo nujno soočali v prihodnosti in da bomo na nje pripravljeni.